Zdravo! V tokratnem namigu meseca se bomo ustavili na funkcionalnosti Intent Edge, ki nam omogoča napredno izbiro robov. Intent Edge je še eno od tistih stvari, ki jih želimo imeti v rokavu, če želimo modelirati hitro in robustno. Mateoš, predstavi nam načine uporabe in prednosti, ki nam jih prinaša Intent Edge. Lepo pozdravljeni, moje ime je Matej Cestnik in dobrodošli v današnjem namigu meseca. Tema današnjega namiga meseca bo napredna izbira robov in sicer kako oziroma na kakšen način pohitriti vašo izbiro robov in kako narediti izbiro bolj robustno. Za začetek si bomo pogledali tehniko, ki pohitri samo izbiro robov in se imenuje Surface Loop oziroma površinska zanka. Pa dajmo pogledati. Torej, na primer, mi bi želeli izbrati vse robove, na primer vse zunanje robove, ki pripadajo tejle zeleni, trenutno barvano zeleni površini. Kako tole naredimo? Čisto enostavno, glejte, izberemo enega izmed robov, pritisnemo tipko Shift in se postavimo na površino, kateri ta rob pripada. In že dobimo, glejte, Surface Loop, torej celotno krožno zanko okrog naše izbrane površine. Izberemo. Sedaj bi rob lahko kopirali, zaokrožili, dodali posnetje oziroma poljubno modificirali. Dajmo na primer tukaj mi eno posnetje, samo da vidite, da je res celoten rob izbran. Enako bi seveda lahko naredili za notranji rob, torej bi izbrali notranji rob, Shift, se pomaknemo na površino in imamo celotni notranji rob. Ali za katerokoli drugo površino, torej na primer tale rob, Shift, nad površino in z levim klikom potrdimo. Tale, Shift. Kot vidite, izbira je res zelo hitra in pa enostavna. Ok, kaj pa če bi mi želeli na primer izbrati od tegale robu pa vse do tega robu? Ok, čisto enostavno, spet pritisnemo tale rob, Shift, se postavimo na drugi rob in dobimo Surface Loop from to, torej od do. Kot vidite, lahko sedaj gremo od tega robu po spodnji strani in vse do tega našega robu. Ves čas imam pritisnjeno tipko Shift. Če pritisnem desni gumb, gledajte, bomo šli po zgornji strani naše izbrane površine. Desna tipka je spet izbran celoten rob, kot v prejšnjem primeru, ali desni po spodnji, zgornji in tako v bistvu v neki krožni zanki se zadeve izmenjujejo. Ko pridemo do izbire, ki jo želimo, jo z levim gumbom potrdimo in spet lahko dodamo na primer zaokrožitev, posnetje, kopiramo krivuljo oziroma jo uporabimo, kakor bi želeli. Ok, torej je bil sedaj Surface Loop, sedaj pa si pogledamo še Intent Edge. Torej, kaj je Intent Edge? Intent Edge je funkcionalnost, ki izbiro tako pohitri, kot tudi naredi bolj robustno. Ok, pa si dajmo pogledajmo. In sicer jaz bom za začetek pokazal nekako klasičen način oziroma način, ki ga pogosto vidimo pri naših strankah, in sicer kako bi mi na primer tele odvzeme materiala zaokrožili, pritisnili bi Round, izbrali tale rob, Ctrl tale, tale, včasih še se mogoče malo zmotimo, vmes kliknemo na napačnega in seveda takšna izbira pri teh 6 robovih že traja nekaj časa, če je bila geometrija še bolj kompleksna, pa bi seveda se tu čas še povečal. Ok, tele bi lahko, ne vem, dajmo še tukaj eno zaokrožitev na zgornji strani in pa vzorčimo tole zaokrožitev na ostale člane, torej jaz bom tegale povzorčil, ok, in še povzorčimo, napačen gumb, povzorčimo še tale to zgornjo zaokrožitev. Ok, torej zaokrožitve imamo izdelane, kot ste videli, je trajalo nekaj časa, da smo te robove izbrali, ampak sedaj oblika je primerna. Sedaj pa mi dobimo zahtevo, da tole osnovno obliko spremenimo. Kako jo lahko spremenimo? Tako, da izberemo Edit Definition in sedaj bomo mi določeno geometrijo tukaj pobrisali. Ok, pobrisali, pa dajmo še tole linijo tukaj, tole smo rekli, bomo pobrisali in dodamo tole obliko. Zaključimo in kaj se zgodi? Ker smo geometrijo kar precej spremenili, so nam določeni gradniki padli, vidimo Regeneration failed, One Reference Model failed in pa pač vzorci niso več ustrezni, zaokrožitev seveda več ni, in tudi na modelu jih ne vidimo. Ok,
Torej, kot vidimo, takšna izbira ni najbolj robustna oziroma lahko povzroči kar precej težav pri spremembah. Kako pa mi tole nekako naredili bolj robustno oziroma stabilno? Tole pa naredimo bolj stabilno z izbiro Intent Edge. Ok, kako deluje Intent Edge? Intent Edge prepozna gradnik in na izbranem gradniku izbere robove. Ok, pa dajmo. Na primer, tale rob pripada, če pogledamo, gradniku Extrude 5 in sedaj, če jaz izberem samo na robu desni, levi, imam, gledajte, vseh 6 robov naenkrat izbranih. Torej, kot vidite, ni nam potrebno izbirati enega po enega, ampak samo postavim se na rob, desni gumb mi že izpiše Intent Edge in z levim gumbom potrdim. Lahko dodam zaokrožitev, na primer 2. Isto bom naredil na primer na zgornji obliki, kjer tale extrude pride do meje s to površino. Torej, samo izberem desni, levi in dodam zaokrožitev. Spet sem torej izbral nek Intent Edge oziroma rob, ki pripada določenemu gradniku. Ponovimo postopek kot prej, torej vzorčimo prvo tega spodnjega, potem to zgornjega in sedaj spremenimo obliko. Torej, dajmo jo spremeniti in sedaj bom jaz naredil, boste videli, res drastično spremembo. Torej, pobrisal bom čisto vso geometrijo, tako da nam ne ostane čist nič in bom iz palete pripeljal določeno obliko. Dajmo na primer polygons, pa dajmo tale 7-kotnik. Ok, torej, tudi število voglišč se je spremenilo, prej smo imeli 6, sedaj imam 7, dajmo ga poljubno postaviti in zadevo potrdimo. Še pritisnemo OK. In kaj lahko opazimo sedaj? Gledajte, kljub temu, da je bila oblika drastično spremenjena, da je število teh vertikalnih robov drugačno, so vsi robovi ustrezno zaokroženi, tudi zgoraj so vse zaokrožitve ustrezne, torej vidite, model je bolj robusten in pa pri spremembah ne boste več imeli toliko težav z padanjem gradnikov. Upam, da vam je tale namig bil v pomoč, da ste izvedeli kaj novega in pa da boste z uporabo Surface Loop oziroma Intent Edge pohitrili in naredili vaše modele bolj robustne. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem in se vidimo na naslednjem namigu meseca. Hvala.